prišli smo na glavni trg, to šele interesantno. Glejte vi vse te stavbe, o kateri sem malo prej govoril, glejte vi to arhitekturo, kako to lepo zgleda. Ne, mislim, fantastično, res nekaj posebnega. No, ko smo ravno pri tej cerkvi, bomo pogledali bolj, kako se ga da odkriti. V glavnem, če opazite, ta stolp je malo širši, pa večji od onega. Evo, interesantno, ampak gledajte, vidite stavbe tukaj okoli. Še bomo zdaj vse malo prediskutirali, torej vse te spomenike. No, tam zadaj, za tistimi drevesi, pa je ena stavba, ki je pa totalno izven konteksta. No, ta je nastala v času komunizma, namreč kaj pa je bilo predtem? Predtem je bila tudi podobna stavba, kot so vse te ostale, vendar so Nemci torej zbombardirali za spomin, torej ko so se umikali iz takratne Češke, Češko-Slovaške, torej po drugi svetovni vojni so zbombardirali stavbo in potem so porušili in naredili en taki lepo komunistično strukturo, ki je totalno izven konteksta. Tukaj pa se nahaja astronomska ura. Za 15. stoletje, gledajte, pravi čudež, bom malo povedal več o tem kasneje. Torej, ampak tukaj vsako uro se tisti figurice ven pripeljejo in potem seveda turisti tu množično čakajo, da bojo poslikali. Astronomska ura v Pragi je bila prvič postavljena leta 1410. To je najstarejša še delujoča ura te vrste na svetu. Umetniško združuje znanost, astronomijo in vero. Prvotno je kazala samo položaj Sonca, Lune in znamen Zodiaka. Figuric takrat še ni bilo. Te so dodali kasneje, v 17. stoletju so se pojavili prvi 4 simboli. Smrt z ura, nečimrnost z ogledalom, lakomnost z mošnjo in Turčin kot skušnjavec. Vsak izmed njih je nosil opozorilo meščanom. Življenje je minljivo, pazi na svoje grehe. Po drugi svetovni vojni, ko je bila ura poškodovana, so dodali še 2 figuri, angela in filozofa, da bi simbolno prinesli novo upanje in znanje po vojni. Del praške astronomske ure prikazuje Luno, ki je predstavljena s posebno kroglo. Ta je na eni strani pobarvana svetlo, na drugi pa temno in se počasi obrača okoli svoje osi. Tako prikazuje menjavanje luninih men, od mlaja, ko je svetla, do polne lune, ko je temna. Mehanizem je izredno natančen in že več stoletij prikazuje, kdaj je polna luna, kdaj je mlaj. Zgodba te astronomske ure, ko so jo prvič predstavili v 15. stoletju, pa ljudje so bili razočarani, pač te figurice in kaj, Ampak to še kar tradicija traja, Pravzaprav vsako uro pridejo ven in vsako uro čakajo tukaj turisti, da se bo ne vem kaj zgodilo. In hec je v tem največji pogled, torej kaj se bo zgodilo, bodo seveda razočarani pogledi turistov in to bomo mi posneli iz obratne smeri, torej ne bomo tistih 6 figuric snemali, mi si jih bomo pogledali, upam, da dobim stopnico za pogled od zgoraj, od bliže. Ampak, in potem so rekli takole, so rekli, zdaj to bi mogli malo bolj dinamično narediti, in pol seveda, takratni vladarji, so rekli, ok, te pa da bo malo bolj dinamično, pa bomo eno kura še dali gor, tako da potem imamo te ure, pa še eno kura. In se je potem kao popestrilo vse skupaj, tako da malo bolj dinamično zgleda. Ampak ok, to je ta zgodba, anekdota okoli te astronomske ure. Glejte, zdaj vi to množico, glejte, vi to, zdaj bomo videli njihove izrazen obrazi, ko bo vsega konec.
To je bilo to? Tak da, ja ne. Kratko je trajalo, zbralo se je polno ljudi, ampak so uživali. Vmes pa milijon telefonov. Tako nimaš kaj posneti. Mi pa gremo zdaj gor direktno na vrh tega te astronomske ure. Malo si bomo pogledali od zadaj, kako izgleda. Torej, let's go. Wow, kaki razgled. Noro dobri razgledi. Glejte vi to. Stara Praga, nova Praga, kar smo se pogovarjali. To že vidi po strehah. Stavba, kjer se nahaja astronomska ura, se imenuje Stara mestna hiša v Pragi. To je stavba, ki že od 14. stoletja dalje predstavlja srce mestnega življenja. Začelo se je leta 1338, ko je kralj Jan Luksemburški dovolil mestnim svetnikom, da kupijo hišo in jo spremenijo v svoj prostor moči in odločanja. To je bil trenutek, ko so Pragi prvič vdihnili pravi občutek samouprave. Nekaj desetletij pozneje je zgodbo nadaljeval njegov sin, cesar Karel IV., o katerem smo govorili v prejšnjem videu. Prav on je hiši vdihnil veličino. Dodali so mogočen stolp, nove dvorane in jo spremenili v simbol mestne ponosnosti. Čeprav je minilo že več stoletij, še danes svojo podobo pripoveduje zgodbo o vzponu Prage kot cesarskega mesta. Na pročelju pa stoji pravi dragulj. To je astronomska ura. Leta 1410 so jo ustvarili mojstri svojega časa in od takrat ne kaže le ur, temveč tudi gibanje sonca, lune in celo položaje zodiakalnih znamen. Vsako uro pa oživi v majhnem gledališču figur, ki očara obiskovalce iz vsega sveta. Legenda pravi, da je bil njen ustvarjalec po končanem delu oslepljen, da česa podobnega ne bi nikoli več naredil v kateremkoli drugem mestu. Ali je zgodba resnična ali le mit, to v bistvu niti ni tako pomembno. Pomembno je, da ura že več kot 6 stoletij bije ritem mesta in še danes spominja, kako prepleteni sta zgodovina in legenda v srcu Prage. Dotaknimo se še ene znamenite češke osebnosti in to je Jan Hus, ki je bil rojen okoli leta 1370 v revni češki vasici Husinec. Bil je sin kmeta in že kot mladenič je sanjal o tem, da bo postal duhovnik. Ne toliko iz poklicanosti, ampak ker je menil, da bo tako imel zagotovljeno hrano in streho nad glavo. Kljub skromnemu poreklu je bil izjemno bister. Na Karlovi univerzi v Pragi je hitro napredoval, postal profesor in kmalu tudi rektor. Njegove pridige so bile preproste in razumljive navadnim ljudem. Govoril je v češčini, ne le v latinščini, kar je bilo za tisti čas
prava revolucija. In čeprav je končal tragično, bil je namreč zažgan na Grmadi, je za Čehe postal simbol resnice in pravičnosti. Njegov rek: iščite resnico, poslušajte resnico, učite se resnice, ljubite resnico, branite resnico do smrti, še danes velja za eno izmed temeljnih gesel češkega naroda. Jan Hus je bil rojen v 14. stoletju, umrl pa 15. julija 1415 na grozovit način, ker so ga zažgali. On je bil pravzaprav teolog, on je uvedel te glavne reforme. Zdaj, kaj je bilo pred njim, kaj je bilo po njim, to je takšna zgodba, ne. Pred tem, ne, so bile maše izključno v latinščini, ljudje niso vedeli, torej sploh zakaj se gre, ne, se je kdo pa razumel latinščina, razni tisti največji pobožni ljudje, razni tisti, ki so bili posebej posvečeni. No in glavnem takrat so tudi v tistem času prodajali odpustke. Imeli so prav cenik narejen, ne. Le na primer, če si se zlagal, ne, te toliko plačaš, pa ti je greh odpuščen, ne. Če si kjerega vbil, na primer, te moraš malo več plačati, ne. Ampak greh ti je odpuščen, ne. Če pa dosti plačaš, ja pol pa se zlato kočijo odpelješ v nebesa. Tako so imeli včasih, ne, torej v latinščini in pa potem tudi ljudje niso razumeli polno korupcije, nekaj plačevali, bla, 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 ne. No in Jan Hus je bil tisti prvi, ki je pač uvedel vse to skupaj, da so se začele maše odvijati v češčini, da so ljudje razumeli, da so sploh razumeli pomen Svetega pisma. In seveda to tem katoliškim veljakom v Rimu ni bilo všeč in so ga potem obsodili in ga dobesedno zažgali na Grmadi. En izmed njegovih rekov, tik preden so ga zažgali, je bil: o sveta preproščina. In pa še eno stvar je omenil, mislim, da gre nekako takole, ne, da po gosi gos lahko ubiješ, ampak laboda pa ne moreš, labod pa pride 100 let kasneje. No in 100 let kasneje se pa je Martin Luther pojavil in potem so nastopile prave reforme v Evropi. Še nekaj besed o njegovem citatu o sveta preproščina. Legenda pravi, da je to izrekel na Grmadi, tik preden so jo pod njega podlagali preprosti ljudje, ki so zvesto nosili še dodatne veje za ogenj. Hus naj bi takrat zagledal staro ženico, ki je z vsem trudom na ogenj položila svojo vejico. V tistem trenutku je z nasmehom in s kančkom ironije rekel: o sveta preproščina, ker je videl, kako iskreno in hkrati naivno ljudstvo sledi cerkvi, prepričano, da s tem dela nekaj dobrega. To je ena tistih anekdot, ki je hkrati tragična in rahlo komična, ker pokaže kontrast med učenim možem, ki je razumel igro moči, in preprostimi ljudmi, ki so verjeli, da zgolj pomagajo delati prav. Tukaj zaključujemo ta naš video in te zgodbe o Pragi. V naslednjem videu bomo šli nekaj pojesti, pokazal vam bom restauracijo, ki je zelo zanimiva, nahaja se v centru in seveda kako se pride do nje. Spregovorili bomo tudi nekaj o tem, kje je Mozart prvič uprizoril Don Giovannija in kakšen uspeh je doživel, še marsikaj drugega zelo zanimivega bomo povedali. Hvala, ker ste bili z mano in že sedaj vljudno vabljeni v naslednji video.